Dobrodošli še na začetku simpozija. Prvi del je bil bolj formalne narave in govorili smo ta prostor, za katerega je senat fakultete že pred meseci sklenil zares, da ga poimenujemo po pokojnem kolegu Alešu Debeljaku. Zdaj pa začenjamo s simpozijem, ki smo ga pripravili ob tej priložnosti. Dogodek je nastal v več kontekstih, seveda na nek način tudi ob sodelovanju in celo na delno inicijativo študentov. Študentski svet je izrazil interes, predsednik je poslušal enega od predmetov na religiološkem modulu na podiplomskem študiju, kjer smo se pogovarjali seveda tudi o teh temah, povezanih z različnimi večplastnimi, zelo kontroverznimi odnosi med islamskimi kulturami in zahodnimi kulturami in tako naprej. In so potem izrazili željo, da bi še kakšen dogodek, še kakšne bolj poglobljene debate v tej smeri delali in tako naprej. In se nam je potem, glede na to, da je Aleš Debeljak poglobljeno pisal o teh temah, zdelo smiselno to nekako združiti. Pri samem dogodku je sodeloval tudi kulturološki klub Kultko, tudi plakat so izdelali Patricija Šošter, imamo se še zunaj na cigaretu, ga je izdelala in tako naprej. Skratka, današnji dogodek, seveda, kot vsi dogodki, se dogaja v različnih kontekstih. Vsi vemo, že več kot eno leto je naša južna meja obdana z rezilno žico. Da bi bila zadeva povsem jasna, smo seveda še ne tako daleč nazaj sprejeli še novelo zakona o tujcih, s katero smo praktično onemogočili vstop nezaželenim tujcem, pa čeprav je to v nasprotju z ustavo, z mednarodnimi deklaracijami, da je na nek način v posmeh temeljem, na katerih smo zgradili sodobni svet po drugi svetovni vojni. Živimo v času, ko voditelji evropskih držav, najbolj očitno Madžarske, tudi Slovaške, Poljske, pozivajo k ubranitvi krščanske Evrope, ki jo domnevno ogrožajo prišleki muslimani. Takšne pozive slišimo tudi pri nas, najbolj jasno in glasno strani nekaterih vodilnih predstavnikov Rimsko-katoliške cerkve. Spomnimo se samo mursko-soboškega škofa Štumfa, njegovih zelo ostrih izjav v tem kontekstu, od katerih se kljub številnim pozivom in vprašanjem škofovska konferenca ni niti malo distancirala. Živimo v času, ko novi ameriški predsednik si na vse pretege prizadeva preprečevati vstop muslimanom v ZDA, če jih že od tam ne more izgnati. Skratka, veliko žalostnih stvari okrog nas priča o tem, da so starodavni strahovi Zahoda pred islamom še zmeraj tukaj, da zelo očitno dobivajo tudi nove pospeške in da intenzivna prizadevanja proti terorizmu hkrati ne dajejo obljubljenih in želenih rezultatov, temveč prej nasprotno. Zdaj, dobro leto branja Debeljakovih tekstov, odkar ga ni več med nami, prinaša več različnih ugotovitev, vsaj meni. Ena je ta prva, najbolj očitna, da si pri iskanju odgovorov na te hude medkulturne in medreligijske zagate, v katerih smo se znašli na Zahodu, lahko učinkovito pomagamo z njegovimi idejami in z njegovimi analizami. Hkrati se zraven prikrati tudi nekaj ugotovitev, ki se mi zdi, da je tudi razmeroma očitna, in sicer, da so bile njegove analize te tematike v sodobnem slovenskem družboslovju vsaj do določene mere spregledane. V enem delu je to najbrž zaradi neke splošne točkomanije, v katero smo se vsi skupaj spustili oziroma smo vanjo zdrsnili v zadnjem desetletju in zaradi katere po mojem opažanju izginja kvalificiran akademski in tudi širši družbeni dialog. Vse v bistvu zaradi maničnega zbiranja točk in posledične hiperprodukcije niti več ne beremo drugega, ker ne zmoremo tega. Kakšen razlog za to spregledanost pa najbrž teči tudi v tem, da veliko Debeljakovih analiz ni bilo objavljenih v strogo znanstvenem formatu, ampak so bile objavljene v
veliko njih je bilo objavljenih v esejističnem formatu, ki ga v sodobnem družboslovju ne razumem čisto dobro zakaj. Ne jemljemo, očitno ne jemljemo več resno. To spregledanost ugotavlja tudi sam Aleš Debeljak v enem zadnjih tekstov, ki ga je napisal za zbornik z naslovom Kakšna sociologija za kakšno družbo, ki ga je uredil akademik Mlinar. V njem Aleš Debeljak pravi takole. Leta 1995 sem objavil knjigo Oblike religiozne imaginacije, v kateri sem poleg analize religijske tipologije pri Maxu Weberu priobčil tudi poglobljeno reflektirane in sistematizirane spise o religijskem fundamentalizmu v abrahamskih religijah ter o ponovanju svete vojne v islamu. Čeprav je knjiga dobila nekaj afirmativnih odzivov, pa drugače od pričakovanj, ni prišlo do širše publicistične diseminacije spoznanj o katastrofalno razdiralnem potencialu, ki ga ima dobesedno branje svetih spisov, ki izključuje sodobni kontekst. Prav tako je študija o ponovanju svete vojne v islamu morda res ena prvih študij v slovenščini za izrecno takšno tematiko, vendar navzlic skrbnemu razčlenjevanju in analitičnemu razlikovanju med različnimi modalitetami svete vojne ni doživela širšega odziva. Zainteresirana javnost se v času objave te študije sploh še ni ukvarjala z islamskimi zgodovinami, doktrinami in praksami, saj je šlo za obdobje, v katerem islam še zdaleč ni tako poudarjeno kot danes nastopal v zavesti ameriške, evropske in slovenske javnosti. Zanimivo, sredi 90-ih let res, ta knjiga je res izšla v nekem drugem času. V nekem drugem času, v katerem se je Zahod, ZDA, predvsem tudi cel Zahod, res bal nekega drugega, velikega drugega, s to veliko začetnico, oziroma več jih je bilo. Na religijskem področju so bile to sekte ali kulti. Sam se spomnim, ko sem konec 90-ih let začenjal svojo akademsko kariero, ravno z raziskavami tega polja novih religijskih gibanj, so mnogi od mojih ameriških kolegov službe našli ne v akademskem polju, ampak v različnih agencijah, varnostnih agencijah, v FBI-ju, FDA-ju in še kje, kar je bilo skrajno nenavadno. Potem pa se seveda zgodi prelom, s katerim simbolno vstopimo v naše stoletje in tisočletje, 11. september 2001. Našo dobo zares zaznamuje svetovna vojna proti terorju, pri čemer terorizem v manifestski maniri najpogosteje reduciramo na islam, ki naj bi bil domnevno v svojem jedru fundamentalističen, ki naj bi bil tudi nasilen. 7 let pred tem, pred 11. septembrom 2001, je Debeljak po vrnitvi z doktorskega študija v New Yorku v preomenjenem citiranem eseju, ki je imel naslov Indiskretni šarm fundamentalizma, ta naslovni pojem fundamentalizem analitično razločil od sorodnih pojmov tradicionalizma in konzervativizma, predvsem pa je opozoril na njegov nastanek znotraj krščanskega sveta, znotraj ameriškega, protestantskega sveta v začetku 20. stoletja in iz tega utemeljil seveda napačno stereotipno zamejevanje obstoja fundamentalizma zgolj na islam. To pa je dodatno eksplicitno ilustriral z analizami primerov fundamentalizma tako v judovstvu kot tudi v krščanstvu. V drugem eseju, oziroma poglavju te knjige, ki je nosil naslov Islamska sveta vojna med duhom in telesom, se je Debeljak analitično lotil drugega stereotipiziranega pojma džihada. Lociral je njegove koranske vire, jih postavil v teološke, zgodovinske ter različne kompleksne sodobne družbene kontekste, predvsem pa z analizo tradicije malega in velikega džihada. Pričemer seveda veliki džihad velja za tistega intimnega, džihad v duši, ne pa tistega svetovojnega ozvanja in tako naprej. Kratka, s to distinkcijo je opozoril na zmotno reduciranje pojma zgolj na svetovojno. Vojna med drugim je tudi izraz, za katerega v arabščini obstajajo druge besede. Potem pa je kasneje, v nekem drugem valu, že v tem stoletju in tisočletju, svoje analize strnil okrog številnih drugih vprašanj. Leta 2009 izideta dva zelo pomembna teksta, tako v slovenščini kot tudi v angleščini. Prvi nosi naslov Evropa, islam in moderna paradigma, drugi pa hvalnica hibridnosti, globalizacija in moderna zahodna paradigma. Vrsta nekih analiz, nekih razmišljanj, ki se zgoščajo tudi v knjigi, ki izide kasneje, leta 2012,
z naslovom Knjiga, križ, polmesec, od katere smo si sposodili tudi naslov za današnji simpozij, ker zares zelo lepo strne te 3 rdeče niti, ki se prepletajo v zahodnem svetu, in to prepletanje je pogosto tudi vse prej kot gladko in mehko, ampak je tudi konfliktno in problematično. Knjiga kot izraz nekako sekularnosti, križ kot seveda simbol krščanstva in polmesec kot simbol islama. To je knjiga, ki je nastala sicer kot knjiga kolumen, vendar nikakor ne običajnih kolumen, ker je avtor seveda, že ko jih je pisal, še prednji jih je začel pisati, zadeve pisal z mislijo na celoto in z mislijo na knjigo, ki bo temu sledila. Skratka, v teh delih, v teh 2 zelo pomembnih tekstih in v sami knjigi se prepletajo številne analize. Analize zgodovinskih konstrukcij muslimanov kot tistih antagonističnih drugih, v nasprotju s katerimi se sploh šele oblikuje identiteta Evrope. Debeljak opozarja na dvojno naravo teh procesov. Po eni strani na strah pred islamom, ki je odzmeraj seveda bil prisoten, po drugi strani pa nad fascinacijo. Islam je zmeraj za Zahod predstavljal tudi fascinacijo. Če drugega ne, nam je to jasno iz starega izraza ex oriente lux. Potem je tukaj njegova dekonstrukcija ideje Evrope kot ekskluzivno krščanske skupnosti. Zelo pomembna dan danes in zelo aktualna, njegov poudarek na drugih pomembnih elementih, ki so poleg krščanstva seveda, ja, jasno, ampak vendar je tudi drugi ključno oblikovali sodobno zahodnistično civilizacijo. On analitično izpostavlja renesanso in humanizem, reformacijo in protestantizem, potem procese postopne nadomestitve verskega z etničnim nacionalnim kriterijem, potem seveda razsvetljenski prelom in to, kar se zgodi potem in kar je ključno za njegove analize, po njegovem mnenju, ločitev vrednostnih sfer. Potem imamo tukaj kritično analizo reprodukcij stereotipov o muslimanu kot grožnji slovenski kulturi skozi zgodovino. Praviloma je nastopa kot Turek, seveda. Debeljak označi Turka kot za metaforični povzetek evropskih predsodkov pred islamom. Turški upadi, obzidani tabori in kresovi, ljudske pesmi o ugrabljenih devicah za hareme, na začetku moderne književnosti Josip Jurčič in njegov slovenski janičar Jurij Kozjak, potem orientalske romance Antona Aškerca, Turek Otona Župančiča, Bartolov Alamut in Asasini, spet se mimogrede bere za maturo. Skoraj nič se ne pogovarjamo o tem. Mladen Dolar je nedavno eden redkih tistih, ki je opozoril, da to ni neproblematično sami po sebi. Vse te analize je Debeljak izvajal ob hkratni osvetlitvi danes skoraj popolnoma spregledanega prispevka islamske civilizacije k razvoju starodavnih in sodobnih zahodnih kultur. O zlati dobi islamske civilizacije bosta danes govorila kolega Štrbenc, kolegica Nadja Furlan-Štante. Skratka, Debeljak je opozarjal med drugim tudi na danes popolnoma zamolčano racionalistično tradicijo znotraj islamske misli. Vse to je počel v širšem kontekstu kritike zmotnega pojmovanja civilizacij kot čistih kulturnih polij, kot čistih idejnih polij. Civilizacije nikoli niso čiste kulture, zmeraj obstajajo stiki, izmenjave, tudi spori. To nam je zelo prepričljivo pokazal. In pri tem eksplicitno zagovarjal idejo civilizacij kot paketov idej. Civilizacija je zmeraj paket idej. Civilizacije so zmeraj hibridni konstrukti, ki si šele z mešanjem in šele z medsebojnim oplajanjem zagotavljajo vitalnost in dolgoročno preživetje. In tukaj se mi zdi, da je Debeljakova misel v današnjih zapletenih in najbolj prelomnih časih najbolj očitna. Ideja, misel, že kar samoumevna, da je Evropa krščanska in pika, je zmotna. Evropa seveda je krščanska, jasno, tisti, ki se s tem ne strinja, ima bodisi problem z poznavanjem zgodovine, bodisi ima kakšne druge ideološke, pa še kakšne druge računice. Problem pa je, ker Evropa seveda ni samo krščanska, nikoli ni bila. Je seveda tudi antična in to nam je Aleš Debeljak znal zelo pokazati. In je tudi seveda razsvetljensko racionalistična in še mnogo kaj drugega. Sekularizem je po mnenju Aleša Debeljaka glavni generator
prevlade zahodne civilizacije, iz katere nastane zahodnistična civilizacija. Je ločitev vrednostnih sfer. Ne? Evropa je krščanska, antična, razsvetljenska. Evropa je tudi islamska. Zmeraj bila. Skoraj 800 let je na Iberskem polotoku cvetela civilizacija, ki je bila veliko bolj napredna kot katerikoli drugi del sveta, ki ga danes razumemo kot Evropo. Skoraj 800 let, kaj med 722 in 1492. V Bosni imamo več kot 600 let kontinuirane zgodovine islama in muslimana. Podobno tudi v Litvi. Še več kot v Bosni, več kot 600 let. Ne 2 generacije, 3 generacije, 4. generacija, ki beremo zdaj zanimive analize iz Velike Britanije ali pa iz Francije in tako naprej. 600 leti, se znamo to predstavljati in ob tem preprosto še zmeraj imamo slepo pego in še zmeraj govorimo o Evropi kot izključno krščanski civilizaciji in vsakega muslimana razumemo kot njegovo grožnjo. Skratka, Evropa je krščanska, je zmota, to nam je zelo lepo s številnimi analizami, nekaterimi tudi humornimi, pokazal Aleš Debeljak. Med drugim nas postavlja pred izziv, pravi, zapišite svoje mesečne prihodke z rimskimi številkami, če jih znate. Ne vem, kdo jih zna, malo nas je tukaj takšni. Pišemo jih menda z arabskimi številkami, jih Arabci poimenujejo hindujske številke, ki so prišle iz Indije preko arabskega sveta k nam in tako naprej. Skratka, živimo v svetu, v katerem islamisti napadajo zahodnjaški multikulturalizem in to je seveda zelo resen in pereč problem. Napadajo ga zato, ker je menda grešen v imenu enega samega, edinega, pravega življenja. In proti tem se seveda moramo boriti. Problem pa je v tem, da enako počnejo danes številni fundamentalistični branilci domnevno čiste krščanske Evrope. Ko pravijo, nočemo se spremeniti, Madžari eksplicitno, mi smo krščanska država, družba, nočemo se spremeniti. Nasprotujejo ideji multikulturalizma enako kot islamski fundamentalisti. V luči Debeljakovih analiz je danes jasno razvidno, da v imenu evropskih vrednot, le te evropske vrednote, neprimerno bolj od muslimanov ogrožajo ravno ti goreči branitelji teh temeljnih vrednot in to lahko razumemo že samo v branju Debeljakovih tekstov. Hvala lepa, to z moje strani. Še preden besednik vabim kolega Marka Kerševana, samo par besed. Današnji simpozij videli ste na programu, nekako smo ga poskušali vsebinsko zložiti v tri panele, ki so ločeni, pa kar se seveda zelo jasno povezujejo. Zadnji panel bo v angleškem jeziku, ker je današnji dogodek tudi mednarodni. Našim krajšim razmislekom tukaj bo na koncu vsakega panela sledila skupna debata, skratka nekje 10 minut, največ 15 minut vsak od nas si vzame na začetku za neke glavne teze, potem pa se bomo verjetno vseti tukaj gor pa skupaj podebatirali med sabo in seveda s publiko. Tako nekako, zdaj pa sem res zelo vesel, da lahko med nami pozdravim zasluženega profesorja Ljubljanske univerze, kolega Marka Kerševana. Ne bom pa zgubljal časa za seveda najavo vsebin in tako naprej, ker se mi zdi, da je čas danes zelo predvsem. Marko, hvala, da ste z nami. Hvala za vabilo. Preden bi prešel k prispevku v okviru naslova samega simpozija, dovolite vendarle par besed, če v omaž Alešu Debeljaku. On sam, kot jaz pa če kdo tu, izhaja iz filozofske fakultete, iz tamkajšnjega študija. Sam sem, glede na vse, ki ste tu, tudi kolege njegove, ki ste bolj ali manj generacije ali generacije mlajši, sem seveda generacijo starejši, 20 let. Skratka, generacije, ki si že lahko in celo rada, če je to primerno, seveda potem lasti na nek način svoje študente. No, potov Debeljak Aleš je bil naš študent filozofske fakultete, moj študent celo, čeprav kdor pozna
strukturo študija na fakulteti in mu povem, da je bil moj študent samo pri tistem skupnem predmetu, ve, da je to seveda gola formalnost. No, pa vendarle, kot boste podčrtali, pa ste že zdaj čim bolj boste oddaljeni od tu, boste povedali, da ste na isti univerzi z Slavoj Žižkom. Boste videli, pa bo to ne? Vendar, zbližala sva se pravzaprav kasneje, ob raznih okroglih mizah na teme, nekatere od teh, ki so danes omenjene, pa ob knjigah, ki mi jih je pošiljal, ki sem jih bral z spoštovanjem in veseljem, kot je sam tudi on mi to, tako je zapisal v knjigo, tudi tole, ki je dala naslov današnjemu predavanju, poslal za spoštovanjem in veseljem. Vemo, ob tragični smrti se seveda veselje gotovo umaknilo tudi pri meni, grenkobi. Spoštovanje je ostalo in hvaležnost se je gotovo pridružila in bo še tu. Čim bolj se bomo ukvarjali, čim večkrat bomo vzeli v roke njegova dela, ta in druga. Hvaležnost mu lahko izrečemo pravzaprav že danes na tem simpoziju, kajti na nek način osnovni poudarki tega simpozija, na vsak način pa tisto, kar sem jaz za svoj prispevek izpostavil, kot tisto, s čimer naj bi začeli govoriti ali na kar ne bi smeli pozabiti, ko govorimo na temo Islam Evropo, je pravzaprav nekaj, kar je Aleš že v svojih delih pred 10 leti in že izpostavil. No, če grem k svojemu prispevku ali svojim poudarkom k današnji temi, ostajam nekako na splošnejšem, ste lahko videli, da pri tistem splošnejšem, brez katerega se tudi konkretni problemi, kjer se zadeve šele zares začenjajo, tudi spori zarečenja, vendarle jih ne smemo pozabiti, ne smemo iti mimo njih. No, govoreč o temi, torej, današnja simpozija so mi tri nekakšne presoje prišle v spomin, poznane že odprav, verjetno tudi vam. Ena je bila presoja papeža Janeza Pavla II., ko je bil še preveč pod vplivom svojih poljskih, da ne bom rekel planka ali razmer, ko je na nekem obisku ali sestanku pozabil z predstavniki Islamskega sveta govoril o tem, kako je treba ustvariti enotno fronto vseh, ki verujejo v Boga proti sodobnemu brezbožnemu svetu in tako naprej. Vemo, kako je kasneje tudi Janez Pavel II. Že ugotavljal, da so pravice in še kaj več tistih, ki verujejo v Boga na določen način, najbolj kršene od tistih, ki verujejo v Boga na drugačen način v državah, kjer imajo tisti, ki na drugačen način verujejo glavno besedo. No, že to napoti, ne vem, če Janeza Pavla II., na neko drugo misel ali presojo. Ja, starega, takrat je tudi že starejši, Karla Marxa, ko je v francoski situaciji parlamentarni takrat zapisal, pravi, različne monarhistične stranke, takrat sta v Franciji obstajali sajbe, organisti, borbonisti in tako naprej, lahko preživijo samo v republikanskem parlamentu. Če ta parlament propade, potem neizogibno propade v smislu uveljavljanja monarhije, potem neizogibno propade vsaj ena od monarhističnih strank in njenih pripadnikov. Torej, v interesu monarhističnih strank je, da se republikanski parlament ohrani. No, in še tretja asociacija na tretjo, zelo poznano, misel večkrat citirano, tudi v zvezi z našo temo in povezano z prejšnjima dvema, možno povezano z prejšnjima dvema, je od nemški avtor Beckenförde, ko je rekel, ne rekel republikanski parlament, ampak rekel je moderna, demokratična, sekularna in tako naprej država, ne more sama vzdrževati in obnavljati predpostav, iz katerih živi. Pod črto je hotel povedati,
tudi religije so pomembne za to, da pomagajo vzpostavljati, ohranjati predpostavke, iz katerih živi moderna, sekularna, demokratična družba in tako naprej. No, mislim, da je razvidno, kam merijo tele presoje, na katere sem spomnil, da je namreč za same različne verske skupnosti in njihove pripadnike pomembno, stvar njihovega obstoja, da zagotavljajo pogoje svojega soobstoja, mirnega ali življenja skupaj v isti družbi. Pričemer, ker se bomo na to še vračali, nekaj tudi sam rekel, če bom uspel pripeljati znotraj časa do konca, imajo islam, kratko povedano, tu zgodovinsko prednost, bonus pred krščanstvom ali krščanskimi družbami. V islamskem svetu, gledano zgodovinsko, so krščanske skupnosti preživele. V krščanskem svetu, preden je postal tak republikanski parlament med narekovaji, ki mu je dal pečat republikanski parlament med narekovaji, oziroma moderna družba, niso preživeli. Preživeli so kvečjemu Judije v takih ali drugačnih getih. No, o tem, kot rečeno, nekaj na koncu. Toda kakorkoli, danes, pisal je Aleš, zapisal sem sam tudi v tem tekstu, danes v evropskih družbah v povprečju, v grobem, jasno so problemi v detaljih, ali podičejo v detaljih, tudi vendarle, vsak lahko ohranja svoje religije, ne da bi zato izgubil svoje pravice in tako naprej. Obstaja skratka legitimni religiozni pluralizem, ki vključuje vedno večji meri tudi islam. Toda ohranjati ta pluralizem, versko svobodo različnih religij pomeni tudi ohranjati, skrbeti za obstoj predpostavk tega pluralizma in te verske svobode. Te pa so, samo da spomnimo, spet Aleš je to zelo zgodaj poudarjal, lahko jih v dva sklopa nekako združimo. Eno je enakost, enakopravnost posameznikov, ne glede na spol, religijo in nacijo in tako naprej. Drugo je svoboda, ki začenja pri svobodi vesti, veroizpovedi, mnenja in tako naprej nadaljuje. Tretje je na to vezana solidarnost, ki jo morajo, ker gre za enake pravice vseh, si med sebojno solidarno zagotavljati, če hoče, da prvi dve preživijo. Drugi sklop je vezan na institucije, na državo, na poznano, deklarirano vsaj, različno se prakticirano, pa vendar neutralnost države do verskih skupnosti in veroizpovedi. V tej zvezi in navezi na to, na razlikovanje med sfero države, javnosti oziroma civilne družbe in zasebnosti in s tem povezano seveda potem vprašanje tako imenovane pozitivne ali negativne verske svobode z ozirom na ta tri področja ali, če hočemo, tolerance med različnimi verstvi, skupnostmi in tako dalje, s temi preomenjenimi načeli okvirjenimi razmer. Pričemer za debato ne gre za tolerantnost da ali tolerantnost ne. Mislim, da i teorije, razmišljanje abstraktna in izkušnje kažejo, da gre v bistvu za to, za neko vendarle razhajanje tudi drugačne sorte kot tisto prosto ali. Gre za to ali, se gre po načelu ali v smeri tolerance, kolikor je le mogoče, netolerance, torej nekih prepovedi, meja, blokad, kolikor je nujno. Eno usmeritev. Ali pa drugačno. Netolerance, kolikor je le mogoče,
Tolerance pa, kolikor je pač ravno nujno, da se ne bomo med seboj recimo pobili, da nas ne bodo zunaj napadli in tako dalje. To so realnejše dileme, ki se različno postavljajo in to je potem stvar diskusij, predvsem pa praktičnih tega, na ravni države in njenega ravnanja, javnosti, civilne družbe, kjer so ti dve vprašanje tolerance in netolerance zdaj, mislim, tudi v bodočnosti najbolj živi, najbolj v dogajanju, te dileme najbolj v dogajanju in potem tudi na ravni zasebnosti. Skratka, ohranjati multikulturnost, versko svobodo in tako naprej, so obstoj različnih religij, v isti družbi, pomeni skrbeti za obstoj teh prej naštetih načel, za njihovo uveljavljanje. Če se hoče v teh družbah religijsko živeti skupaj, kajti brez teh prej naštetih sicer mogoč multikulturalizem. Samo multikulturalizem, kakršnega poznamo že dolgo iz zgodovine in na široko iz sveta. Če ostanemo pri naši zgodovini, multikulturalizem, ki je v bistvu skupek geto. Ker vsi živijo brez preomenjenih načel, v enakosti do tako naprej, pač živijo vsak v svojem svetu in pač nekaj najnujnejšega med seboj seveda tudi komunicira, zdaj kaj je to in tako dalje. No in ko sem prej omenil, islamske krščanske skupnosti so preživeli v islamskem svetu in tako naprej, ali v krščanskem so samo židje. Poznamo, na ta način so preživeli v osnovi. In brez preomenjenih načel se lahko vrnemo nazaj. Ali gremo skozi, verjetno marsikje celo šli, neke hibride v smislu, pravzaprav geta, ampak glede na tiste geta tipa judovskih ali neke enklave, čeprav v turškem imperiju je bil ta mile sistem, so bile enklave, to je bilo kar spodobno, bi rekel, multikulturalizem. Ampak vendar, nasproti tebi bi bilo zdaj bolj nekakšno enakopravna geta, ker in kolikor bi vendarle ustrajali pri tistem načelu, da posamezniki imajo v osnovi tudi, kar zadeva vero, enake pravice in tako dalje in zato tudi njihove verske skupnosti. Kajti, če bi šli na raven razprave, kakršne so bili v preteklosti, o naravi verske skupnosti in njihove vere, je seveda kakšne koli enakopravnosti hitro konec. Pa bi bili izhajajo iz krščanskih ali pa z islamskih izhodišč. Skratka, teza, ki je pred nami in bo še bolj pred tistimi, ki bodo za nami, verjetno da religije, ki živijo v moderni saj deklarativno in po načeli sekularizirani družbi, morajo se voditi dialog o tej sekularizirani družbi, o tem, kaj lahko, ali sploh, seveda, celo, predvsem pa, kaj lahko same prispevajo k temu, da se ta preomenjena načela multikulturne družbe, ki so hkrati načela njihovega soobstoja ohrani. Pričem jim gotovo ni lahko, ni lahko, to lahko vidimo iz zgodovine religij preteklosti, katoliške in tudi drugih krščanskih, ker so preomenjena načela, nasprotja načelom, ki jih te religije poznajo navznoter in so jih poskušale uveljavljati tudi navzven v določenih razmerah, kjer so to lahko ali kjer so znotraj njih prevladovali tisti, ki so hoteli to. To so težave. So iz zgodovine jih poznamo, vemo, kako je katoliška cerkev potem, ko so naravni od Vestfalskega miru naprej, pa potem prosvetljenskih vladarjev, pa modernih demokratičnih ustav, razglašali enakopravnost, versko svobodo in tako naprej. Ločitev cerkve države pa razne bolj blage oblike tega, še vedno ustrajala na tem, da de facto se morda že sprejme lahko,
ločitev cerkve od države ali nedržavni status, ampak v principu to ni sprejemljivo. Ali kako so zelo konkretno zavračale enakopravnost celo njim najbližjih krščanskih veroizpovedi, da niso smeli imeti zvonikov protestantske, niso smeli imeti vhoda z javnega prostora, iz ceste protestantske in tako naprej. To v času razsvetljenstva še vedno, ko so vendarle lahko to dobili. No, teda vendarle ta zgodovina je pa hkrati tudi, je pa hkrati tudi spodbudna. Katoliška cerkev, če beremo dokumente gotov, pa tudi prakse v mnogih deželah, ne povsod in tako dalje, je vendarle sprejela prej omenjena načela. In islam, da odpremo vrata za temo, ki je tu, glavno, je gotov, toliko lahko rečemo, kot religiolog. Ne samo, da je milijarda in toliko ljudi, tudi toliko različnih deželah in tako naprej. Zelo različnih deželah, različnih obdobjih preživel na različne načine, tudi njihove teorije, teksti so taki, da omogočajo in take in drugačne razlage in iz njega izpeljevane napotke za življenje. Tudi v sodobni družbi, ki jih lahko preberemo tudi v nekaterih tekstih, razmišljanjih, ustavnih tekstih, če hočemo, praksa tudi islamskih dežel, kjer pa se lahko preberemo še daleč več in preveč tudi česa drugega. Mislim, da končam, gotovo je danes pred islamskim svetom v Evropi dilema, ki je bila pred rimsko-katoliško cerkvijo, recimo v 19. stoletju, in ki jo je takrat nekdo mislil, smo v francoskem parlamentu in debati, ko tam je to, nekdo, to sem večkrat citiral, označil tako, od vas zahtevamo v imenu demokracije, republike, parlamenta, svobodo v imenu vaših načel, ker ko in dokler smo šibki, ko bomo močni, ker bomo pa vam odrekli svobodo v imenu naših načel. Mislim seveda, da islam, ki je danes ponekod v takih situacijah, seveda bi rekel, nismo tu, da bi rekli mi ali pa jaz ne smem, ampak glede na izkušnje in optimizem, ki vendarle izhaja, tudi pri njem, pri njegovim, v imenu sožitja, soobstoja, tudi iz njihove vere ven, ne bo prevladala prej omenjena logika oziroma, recimo, da je makiavelističen pogled. Hvala. Pozdravljeni. Aleš Debeljak ni zanemarjal demografskega vidika vprašanj, ki jih je obravnaval v nekaterih esejih iz te knjige, se celo sklicuje na demografske statistike, tudi drugače je pozoren na velikostna razmerja med pojavljeno vse zadnje, je izvor tematike esejev po vsej verjetnosti izhajajo tudi za cene demografske in siceršnje sociološke teze. Vprašanj zadoščenje mi je, da sem njegove eseje sproti komentiral običajno tamle pri poštnih nabiralnikih. Živečim nam reč veliko pomeni, če smo dobro zapisani pri tistih, ki so odšli. Tu nameravam dodati nekaj demografskih vidikov k problematiki, ki jo je odpiral. Prvič bi lahko ugotovili, da demografija lahko ima zelo pomembno vlogo. Lansko zmago Donalda Trumpa kaže pripisati dejstvu, da ga nobena socialno-demografska kategorija ni podprla v taki meri kot evangelici, ki predstavljajo 26% volilnega telesa. Od njih je prejel 81% podporo. Demografi pravijo, da je relativna rast evangelicov znotraj ali protestantskega bloka ali krščanskega bloka v Ameriki posledica relativno višje rodnosti. Pred nekaj dnevi smo zvedeli, da bodo ne samo evangelici, ampak nasploh
religijske organizacije za to poplačane, kot veste, ne? Opažam, da v zvezi s temi vprašanji religija, demografija na eni strani ugotavljamo nekakšno demografsko slepoto, slabovidnost, zanemarjanje teh vprašanj, sramežljivost s tem v zvezi, bi lahko rekli, na drugi strani pa demografsko paniko, paranojo kot zelo širok spekter vznemirjanj v zvezi z demografijo in religijo. Prvo se navezuje na neko posebno politično korektnost, ki noče videti problemov iz tega naslova, ki so že tu in še pridejo. Drugo pa izhaja sicer iz upoštevanja demografije, a je to upoštevanje lahko na nek način nepismeno, da tako rečemo. Gre lahko za to, da temelji na izkrivljenem zaznavanju kvantitet, s katerimi imamo upraviti z pristranskimi in paranoičnimi, da tako rečemo, interpretacijami. Denimo v zvezi z muslimani na Zahodu se je v številnih anketah ugotavljalo izjemno precenjevanje deleža v Ameriki. Ena izmed anket pokazala, da Američani 15-kratno presegajo z oceno deleža muslimanov, dejanski delež muslimanov v družbi, v Italiji 5-kratno, na Nizozemskem 4-kratno in tako dalje. Skratka, to je potem podlaga raznih fantazem o Eurabiji in podobno. Oboje in slepota in paranoja imata svojo tradicijo, svojo preteklost. Lahko bi razložil, da je makedonski vozel po svoje povezan z nekakšno demografsko slepoto izpred več desetletij, ali pa recimo katoliška nevarnost, torej to, kako se je katolicizem dojemalo v Združenih državah Amerike v 19. stoletju, bi bil pa primer demografske paranoje. Torej, katolicizem je pomenil ver strahu. Očitalo se je, da je seveda sprt z načelom ločenosti cerkve in države, kar je popolnoma res, saj se ga katoliška cerkev oprime šele pred 50 leti. Hkrati pa se je govorilo tudi o razmnoževanju nevarnosti katolicizma. Stvar se je obrnila drugače, torej po svoje so bili ti strahovi tudi upravičeni glede na dejstvo, da so mnogi Američani pribežali v Ameriko zaradi verske represije na evropskih tleh. Toda stvari so se obrnile drugače. Ni se Amerika pokatoličanila, ampak se je katolicizem amerikaniziral. V tem smislu, da ameriški katolicizem potem spodbudi drugi Vatikanski koncil v tistem elementu, ki se nanaša na vsaj implicitno sprejemanje ločenosti cerkve in države. Torej, kakšne so ugotovitve v zvezi z demografijo in religijo danes? Vsekakor obstajajo procesi, ki v Evropski uniji, ki nas to najbolj zanima, najavljajo večje probleme in izzive, kot so že dokaj veliki problemi in izzivi, kakršnim smo priča. Dva procesa sta pomembna. Negativna rast in staranje prebivalstva v Evropi in rast in hkrati mlajšanje prebivalstva v nerazvitem svetu. Podrodnost na eni strani Evropa 1,6 in visoka rodnost nekaterih delih sveta, tudi preko 6. Iz tega sledijo dve demografske anomaliji. Manjko mladih v razvitem svetu oziroma velik presežek mladih v nerazvitem. Nizek vojni indeks v razvitem svetu in visok vojni indeks v nerazvitem svetu. Čeprav je rast prebivalstva dejansko v ustavljanju, otroci oziroma delež otrok do 15, število otrok do 15. leta ne bo več raslo, bo tam nekje pri 2 milijardah, pa se v smislu demografskega nadomeščanja ne moremo izogniti 10 milijardam pred koncem stoletja. Iz tega sledi pritisk k migracijam iz nerazvitega, bolj razvitega sveta v razviti svet, to pa pomeni iz bolj religioznega sveta v sekulariziran svet. Ali na societalni, ali tudi na ravni zavesti. Denimo po Eriku Kaufmannu se 97% rasti prebivalstva nanaša na nerazviti svet, ki je 95% religiozen v smislu pripadnosti. Na drugi strani obstajajo seveda vlečni dejavniki na Zahodu, denimo demografska struktura, ki sem jo omenil po Françoisu Eranu, ki je bil prejšnji teden tukaj, in Lebraju, bo Evropska unija
med leti 2005 in 2050 potrebovala 44 milijonov imigrantov za vzdrževanje ravni prebivalstva iz leta 2005 in 93 milijonov za vzdrževanje ravni aktivnega prebivalstva. Slovenija v prvem primeru 340 tisoč, v drugem 604 tisoč, Nemčija v prvem primeru 13 milijonov, v drugem 20, Francija v prvem nič, ker je vodila pametno demografsko politiko, v drugem pa 4,5. Morda bosta robotizacija in avtomatizacija spremenila potrebe, vsaj glede števila aktivnih prebivalcev. Na drugi strani so potisni dejavniki, ki so najmočnejši v muslimanskih okoljih, v tistih državah, ki spadajo zaradi visokega vojnega indeksa v log nestabilnosti. Pri tem pa so potisni dejavniki lahko, kot bi seveda to znal bolje povedati kolega Primož Trbenc, tudi vojne, ki so inficirane z resentimenti do zahoda. Skratka, najavlja se trajnost migracijskih tokov, najavlja se tudi problematika v zvezi z rizičnimi državami, tistimi, ki nekako ne uspejo preiti v demografsko tranzicijo. Posebej bi upozoril na Nigerijo, ki ima zdaj 190 milijonov prebivalcev, do leta 2050 jih bo imela 390, do konca stoletja bi jih lahko imela 1 ali celo 2 milijardi, če bi rast potekala tako kot poteka zdaj. Torej s fertilnostjo 5-6 žensk na 5-6 otrok na žensko. Jack Goldstone, eden najpomembnejših sociologov, ki se ukvarja z demografijo, se sprašuje, kje bodo živeli in od česa bodo živeli. Kaj bi bilo, če ne bi bilo Sahare in Sredozemskega morja? Moja teza je, da bi imeli višjo ograjo, kakršni Donald Trump kdajkoli sanja. Razlike med religijami. Različne religije imajo različne stopnje rodnosti in različne napovedi rasti. Največjo ima islam. Muslimanov bo do leta 2050 za 73% več oziroma za 1,1 milijardo več. Obstajajo razlike znotraj religij. Fundamentalistične veje imajo višjo rodnost od liberalno-progresivnih. Heredi Judje, na primer, v Veliki Britaniji predstavljajo 17% prakticirajočih Judov, a se na njih nanaša 3/4 rodnostne rasti. V Izraelu, v nastanku Izraela jih skoraj da ni bilo, dan danes predstavljajo ultraortodoksni 20%, v 20 letih bodo predstavljali 40-50%. Salafisti imajo večjo rodnost od tradicionalnih muslimanov, evangelici večjo od sredotočnih in liberalnih protestantov, verni višjo od nevernih nasploh, ki je 1,7 na svetovni ravni. Obstajajo razlike v isti religiji v različnih delih sveta. Na eni strani nizka rodnost, denimo italijanskih katoličanov, 1,3, to je toliko kot Slovenija, na drugi strani pa imamo izjemno rodnost podsaharskih kristjanov ali katoličanov, ki so v 100 letih porasli z 10 milijonov na 400 do 500 milijonov. Nezanemerljivo je tudi opažanje, da je ni religije, da se razumemo, ki ne bi pokazala zmožnosti prilagoditi se na rodnost enostavne reprodukcije. Kakorkoli, te številke so v seštevku prvič neugodne za knjigo, kakor jo pojmuje Aleš Debeljak. Drugič, neugodne so za liberalne, progresivne, zmerne, reformne različice religij. Tretjič, neugodne so za različice iste religije razvitega sveta proti različicam iste religije iz nerazvitega sveta. Tem se zastavlja vprašanje, ali sekularnost v smislu, kot jo določa tudi, opredeljuje Aleš Debeljak, lahko vzdrži tak pritisk. Glede Evrope v zvezi s tem naletimo na dve tezi. Prvič, sekularnost bo ogrožena in bo padla, in drugič, sekularnost ne bo ogrožena in ne bo padla. So pa še vmesne variante. Po Eriku Kaufmanu naj bi Evropa že dosegla sekularizacijski plato, ravno zaradi demografskih procesov naj bi se zdaj pričel proces izničevanja sekularizacijskih procesov zadnjih desetletij. Skratka, od desekularizacije na ravni zavesti naj bi potem prešli tudi na desekularizacijo na ravni družbe, torej ločenost cerkve in države naj bi postala na nek način preteklost. Kritiki takih napovedi izpostavljajo procese in učinke, ki omilijo demografske učinke. Denimo,
Ekonomska moč se povezuje z manjšo religioznostjo, bolj ko bo Zahod še se ekonomsko krepil, manj bo religiozen. Zahod mnogim predstavlja model, torej imigranti, ki pridejo, ne pridejo tu zato, da bi nadaljevali, ne vem, svojo religijo na tak način, kot si kdo misli. Več demografskih panik v preteklosti je bilo zgrešenih, kot sem že govoril v zvezi s tisto katoliško paniko v Združenih državah Amerike. Obstaja protitok, mnogi fundamentalisti se sekularizirajo, denimo, ugotavlja se, da v Združenih državah Amerike utegne imeti relativno največji delež do leta 2050, kljub omenjenim demografskim procesom, nepripadnost. Doseči naj bi jim uspelo 25% prebivalstva. Torej, David Voss je recimo eden takih sociologov, ki meni, da demografski trendi in imigracije ne more ustaviti tega, kar imenuje sekularna tranzicija, ne na zahodu Evrope, ne v 40 do 50 državah zahoda, kjer se iz generacijo v generacijo znižuje pomen religije in po njegovem mnenju poti nazaj ni. Skratka, imamo dokaj divergentne poti razmišljanja. Razlogi takih demografskih trendov, mislim, da nasplošno kaže zavrniti kakšne teorije zarote, kvantitativna reprodukcijska strategija revnih delov sveta, ki so hkrati bolj religiozni, je pač nasledek ekonomskih razmer. Religijska tradicija vrednote veliko otrok je praviloma povsem nemočna, če družba ekonomsko napreduje. Torej, kot sem že dejal, Italija ali pa Poljska, ki sta bolj katoliški kot Slovenija, ki je sekularno katoliška, da tako rečemo, se v rodnosti nič ne razlikujeta od Slovenije. Je pa res, da obstaja tudi tako ena verska ideologija poselitve sveta z rastjo, v smislu Bog je edini družinski načrtovalec, torej celo v Ameriki obstajajo denominacije, ki imajo rodnost nekje na ravni Burkine Faso in ki načrtujejo dominacijo v Združenih državah Amerike in v svetu via fertilnost. Torej, to je lahko dejstvo. In tako dalje. Torej, kratkoročne posledice na zahodu so vidne tu. Torej, pride 1 milijon do 2 imigrantov in nastane huda panika, bi lahko rekli. In tu zaznamo več paradoksov. En paradoks je, da je pred vrati očitna demografska kriza, torej manjko aktivnega prebivalstva, staranje prebivalstva in tako dalje. Na drugi pa je problem že razmeroma majhno število ljudi. Denimo Madžarska, ki je prvo postavila ograje, bi potrebovala 1 milijon ljudi do leta 2050. Kaj to pomeni? Ne? Drugi paradoks, odprtost, ki jo bolj zagovarja levica, objektivno politično koristi desnici. Levica je bolj odprta za procese, ki enega njenih zgodovinskih izrazov, sekularizacijo, lahko potencialno ogrozi. Če se zgodi kakšna katastrofa v versko mešani Nigeriji. Ne bomo govorili o, ne vem, ta teden je 8000 Afričanov se je izkrcalo na jugu Italije, ampak bomo govorili o milijonih v mesecu. Recimo, v čem je ta, kaj ne rečem, korist, ki jo ima desnica? Recimo Slovenija. Leta 2015 je bilo po podatkih SEM 62% katoličanov. Leta 2016 pa 71%, 9 odstotnih točk oziroma 15%. Zakaj? Odkje? Smiselna hipoteza je, da je to nasledek begunskega vala. Zastavljajo se vprašanje, kakšno bi bilo racionalno ravnanje. Načelno, ne glede na posledice, kar bo pa bo, odprimo meje in take reči, ki so popolnoma nesprejemljive, če mene vprašate, ali na rezultat naravnano. Naj izhajamo iz ljudi, kakršni v nekem okolju so, ali iz ljudi, kakršni naj bi bili. Ali naj se upošteva strah, nevarnosti izrabljanja strahu, ali naj se na to ne oziramo.
Če drugo, bi morala levica zagovarjati tudi nekatere ukrepe, ki odstopajo od politične korektnosti. Prej, da sem isto po novicah, ki na prvi strani je naslov Janezu odrezali nogo in ga rešili zadnji hip. Torej, lahko se stvari zaostrijo tako, da bo treba storiti nekaj takega. V tem smislu sem jaz v telefonskih pogovorih, s katerimi sem zaskrbljen nad temi zadevami nadlegoval kolega Sreča Dragoša, denimo zagovarjal rušenje tistega barakarskega naselja v Kaleju. Če ne bi porušili barakarskega naselja v Kaleju, bi Le Penova dobila nekaj odstotkov več, kot jih je. Razumete, treba se je znebiti neke take levičarske sentimentalnosti, nad katero se je upravičeno pritoževal Slavoj Žižek. Zato, ker je to v interesu levice. Možne srednjeročne posledice. Denimo, če vzamemo za pravilno oceno Gérarda Françoisa Dumona, francoskega demografa, da bo v Franciji leta 2050 religijska struktura takale. 44% neverujočih, 43% kristjanov, torej predvsem katoličanov, in 11% muslimanov. To bi znal biti religijsko-kulturni vzorec, ki mu bodo blizu številne države. Celo kakšnih 10 držav bi lahko našteli. Torej Veliko Britanijo, Nemčijo, Nizozemsko, Belgijo, Švico, Švedsko in še katero. Slovenija ne bi ravno sem spadala. Skratka, razmerje, denimo, ko enostavimo 45-45-10, kaj takega še nikoli nikjer na svetu ni bilo. Torej, tak religijsko-kulturni vzorec, da sem pa že presvedel. Skratka, 3 scenarije vidim. Prvi scenarij optimističen, Evropa bo z migracijami, ki bodo pretežno, a ne samo muslimansko, se nadalje versko pluralizirala, hkrati pa bo poglavitnem ohranila ali še ukrepila svoj relativno sekularen značaj na societalni ravni in znatno obdržala ali celo povečala sekulariziranost na ravni zavesti. Zakaj je tako? Ker bo uspešno integrirala imigrante, muslimane itd., ker bo družba neprevelikih neenakosti, namreč neenakosti spodbujajo religioznost in tako dalje. Skratka, ko bo imel Michel Houellebecq pri 94 letih, to bo do takrat srednja leta, intervju nekje v Parizu, bo rekel, kesam se, torej za to odreditvijo romanom, ki ga je zdaj mogoče brati tudi v slovenščino, napisal sem nek fantazijski spis. Pomemben dejavnik pri tem je, da ne pride do kakšnega migrantskega cunamija. Ne zaradi Marjana Smrketa, ne zaradi nas, ampak zato, ker ljudje reagirajo tako, kot reagirajo. Jaz nisem prestrašen. A je treba upoštevati, da nekateri ljudje so prestrašni. Razumete? In da reagirajo tudi v smislu obrambe kulture. Drugi scenarij, Evropa se bo versko pluralizirala, ob tem bo ohranila sekularnost v smislu ločenosti države in religije, a bo postala bolj religiozna v smislu tudi kulturne obrambe. Muslimani in kristjani se bodo projektno povezovali v tej parlamentarni strukturi, da je tako rečem, in nekatere liberalne tradicije Evrope bodo pod vprašajem. Na novo se bo treba boriti za nekatere pravice. Lahko bo prišlo tudi do tega, da bo religijska identiteta zelo pomembna v smislu tega, če mora Aleš Debeljak dejal sploščitev. Tretji, najbolj pesimističen scenarij, Evropa se bo skozi migracije versko pluralizirala, a tudi segregirala, v smislu, kot bi omenil kolega Kerševan, torej ločenih svetov, segregacije, komunitarizma, kakršen je značilen deloma bil za Sirijo ali Libanon, torej ločenih svetov. Veliko bo konverzij, tudi mimikretičnih, mimogrede in tako dalje. Skratka, v vsakem primeru pa bo tu pisanje, s katerim nas je počastil Aleš Debeljak, pomembna referenca. Kolega Dragoš prihaja z fakultete za socialno delo. Če predolg ne bo še pozoril.
Štirje jezdeci apokalipse, nestrpnosti, da sem izbral naslov za nalašč, da je dramatičen, zato ker bi skušal opozoriti na to, da vsi štirje jezdeci so že tukaj v Sloveniji in jih zelo podcenjujemo. Prvi jezdec nestrpnosti, vem, da vemo, ampak pozabimo, zaradi tega to poudarjam. Prvi jezdec nestrpnosti je družbena neenakost. Zaradi v glavnem 3 razlogov, ker poslabšuje vse ključne kazalnike kakovosti življenja in to na način socialnega gradienta, torej za vse, ne zgolj za nekatere. Zaradi drugega razloga, ker neenakost povečuje erozijo najpomembnejšega regulacijskega mehanizma sodobnih modernih družb, to je meritokracije. Saj večja kot je neenakost rezultatov, manjša je enakost priložnosti. Tretji razlog zaradi pojava, ki ga nekateri psihologi, Markus, Newhall, Pedersen, Carlson, Miller, recimo, imenujejo kot razpršeno agresijo oziroma preusmerjeno agresijo. Večja, ko je neenakost, močnejši je ta pojav v tistih, ki so nad mano in če so agresivni tako ali drugače do mene, potem bom tudi jaz agresiven, najbolj verjetno do tistih, do katerih sem lahko. To pa niso oni vzgoraj, ampak oni tisto pod mano. In tako se potem agresija razširi po celotni družbi. Sveda, Slovenija slovi v svetu, tudi v Evropi potem, da ima eno od najmanjših stopenj družbenih neenakosti, tudi še vedno evropsko podpovprečen delež revnih, vendar s tem se lahko strinjamo, na to opozarjam empirični podatki, samo pod 2 pogojama. Prvi pogoj je, da odmislimo petino najrevnejših socialno izključenih ljudi v Sloveniji, dobro, tudi če odmislimo seveda konkretnejše podatke, kot so recimo koeficienti po regijah. Zahodne regije, južne regije Slovenije imajo evropsko nadpovprečne koeficiente revščine, na primer. No in pa drug pogoj, s tem se lahko strinjamo, kako smo dobri v Sloveniji, imamo nizko neenakost, nizek Gini in tako naprej, če odmislimo trende. Te trendi so zelo zaskrbljujoči, ne samo, da nam narašča neenakost, Gini koeficient, narašča tudi stopnja revščine, tu smo evropski rekorderji po porastu revščine in sicer porast se je zgodil za 28% iz leta 2009 do 2013, to je absolutni evropski rekord. Šele na drugem mestu je po porastu revščine v Evropi je najbolj razrušena država v Evropi, to je Grčija. V Sloveniji nam raste globina revščine, to je tisto, kar statistiki imenujejo relativna vrzel. Za 37% se je globina revščine je, koliko so revni tisti, ki so že v revščini. Globina revščine se je poglobila na Slovenskem za 37% v zadnjih 10 letih, prav tako se je povečala stopnja dolgotrajne revščine in sicer za 23% oziroma za kar 61% pri otrocih v zadnjih 7 letih. Konsenza o tem ni, ali je to nekaj dobrega, ali je to nekaj slabega. Je pa implicitni konsens pri političnih elitah, bom pa omenil bivšega ministra za finance, on je to eksplicitno poudaril, izrecno pravi, če se spomnite, v Sloveniji je problem z prenizko stopnjo neenakosti. V tem misli, da še več povečate neenakost, lahko nadaljujete bolje, da bodo še več in boljše delali in tako naprej. Citiram dr. Mramorja, govorjenje o revščini pri nas je populizem. Torej, prvi jezdec tukaj je, trendi so izrazito neugodni, do nekateri, kot sem omenil, smo celo evropski rekorderji. Drugi jezdec nestrpnosti je koincidenca socialne stratifikacije s kakšno drugo, zlasti običajno z etnično ali pa religijsko. Mi imamo tukaj tudi že 2 pojava, eden številčno precej, hvala Bogu bi rekel, marginalen, vendar izjemno hud in pa dolgotrajen problem, to je z dolenskimi Romi, namreč to prekrivanje socialne pa etnične, ko to se opada.
stratifikacije. Drug povsem zanemarjen, latenten, vendar zelo masiven, pa novejši enak pojav te koincidence je pa diskriminacija druge generacije priseljencev na trgu delovne sile. Tu so samo 4 avtorice, ki so o tem pisali na podlagi podatkov, tudi pokazali podatke za to diskriminacijo, čeprav se razhajajo v interpretacijah. Avtorice Bešter in Vešek, S. Brezigar pa Korošec. No, drugih pa ni. Ne. Zadnja raziskava Inštitut Equilit na stanovanjskem trgu dokazuje, da tretjina oseb v Sloveniji tujega rodu, ne Slovencev, je v Sloveniji diskriminirana pri najemu stanovanja. Ta tretjina to niso angleško govoreči, ampak priseljenci iz bivših jugoslovanskih republik. Prvi, ki je v zvezi s tem drugim konjem, ki ga že imamo, še ni viden, ampak že, bi rekel, dviguje prah, čeprav ga podcenjujemo. Prvi, ki je na to opozoril, na to koincidenco, je ravno pravi čas Aleš Beljak, prvi v sodobni Sloveniji, sicer 1991 leta v znamenitem tekstu o kultu Kargo iz teh veneljskega otoka Tangu. Tam študiozen tekst zelo dobro povzame vsa raziskovanja o tem kultu Kargo in tako naprej, potem da pa zlasti proti koncu tudi svojo refleksijo oziroma svojo oceno na temo, kaj ta kult Kargo omogoča v smislu, da ga še bolj spodbuja. In njegov sklep je iz tega teksta tole: kult Kargo, citiram, je posledica sovpadanja konfliktnih točk, pravi. Konec citata. S temi konfliktnimi točkami misli pa na tele 3: ekonomska neenakost, rastna neenakost in pa generacijska neenakost. Po tem letu 1991, po tem citiranem tekstu, nisem zasledil zlasti ne raziskav, pa tudi sicer pozornosti v Sloveniji, lahko da sem bil tudi površen, vendar, ki bi upozarjali na tega drugega konja. Tretji konj oziroma tretji jezdec nestrpnosti je to, kar imenujem jagovski sindrom. Po osebi Jago, spletkarju, egocentriku, manipulatorju iz Shakespearovega Otela. Tam je odlično popisano, kako lahko razpihujete, če hočete, nestrpnost. Ne? V tem smislu je to mojstrski tekst. Torej, tretji jezdec, spodbujanje nestrpnosti od zgoraj navzdol s strani političnih elit. To je temeljni, drugih ni, osnovni železni vzorec vseh glavnih vrst nestrpnosti na Slovenskem, namreč vzgojene so in tudi naprej hranjene od zgoraj navzdol. To velja za vse vrste nestrpnosti, od teh starejših do najnovejših, od starejših partizani, domobranci, potem izbrisani, Romi, islamofobija in pa begunci. Vse se dogaja po točno istem receptu. V zvezi z islamofobijo, naj samo to spomnim, na Slovenskem se je pojavila že istega leta, ampak pred 11.9.2001. Že do tega datuma je bilo v Sloveniji razvitih, smo jih identificirali, popisali 5 tipov od 6 islamofobne argumentacije proti džamiji, recimo. Ne? No, takoj, ko se tej tipi pojavijo, izvodno so išli od ljubljanskih mestnih svetnikov, potem jih je pa pograbila politika, če se spomnite in seveda, kaj smo takrat dobili, vse vključno s političnimi strankami v parlamentu. Dobili smo povampirjenje, da temu tako rečem, javnega mnenja v pičlih 3 mesecih, in sicer od decembra 2003 do februarja 2004. Povampirjenje v tem smislu, da se je naenkrat zgodila večina javnosti, ki je izrecno odklanjala džamijo, teh je bilo 51%, džamijo je pa dopuščala delež javnosti velik 40% v 3 mesecih. Ne? Ta primer velja tudi razumeti pozitivno.
zaenkrat kaže, da se je vendarle zgodba obrnila v pravo smer, džamija stoji in sicer duha nestrpnosti pa je spravil nazaj v steklenico prav ljubljanski župan svojo ekipo. Torej spet da se tudi od zgoraj navzdol delovati ne nestrpno, ampak ravno tudi vzbujati strpnost, ampak če se tako odločite, ne? Če ste vsaj približno konsistentni in verodostojni. Recimo zadnji, ki je bil odločilen zadnji prostorski akt za džamijo v Ljubljani, je bil na seji mestnega sveta izglasovan brez glasu proti, zanj so glasovali torej za džamijo tudi tisti trije, koliko je že mestnih svetnikov iz stranke SDS, to je enkratni uspeh. Četrti jezdec s tem, ne, na srečo zadnji, avtoritarni sindrom. Potrebujemo močnega voditelja, je na Slovenskem že 62% se izrazito strinja s to izjavo, namesto demokracije. Z nasprotno izjavo, demokracija je vedno najboljša, s tem se strinja samo 22%. Na Slovenskem, to so alarmantni podatki, eni najhujših, v smislu to je en zelo pomemben indikator, ne, avtoritarnosti. Najvišji v Evropi, na Slovenskem smo znali tudi potem vrnitev k monarhiji bi bila boljša kot pa recimo demokracija, zato se na Slovenskem zavzema 18% javnega mnenja, to je tretji najvišji delež med 13 državami bivšega socializma. Nasploh je za slovensko javno mnenje značilno izrazito zagovarjanje socializma, izrazit antikapitalizem, upravičeno, glede na rezultate, hkrati tudi porast nacionalizma in pa avtoritarnost. Če to seštejete, dobite nacionalsocializem. Torej, sklep je, nestrpnost poganjajo zlasti omenjeni štirje jezdeci. Jaz mislim, da vsi drugi dejavniki so manj pomembni, vključno recimo z demografskim, sploh pa ni pomemben tisti, o katerem se največ govori in to je čista demagogija, dejavnik ekonomski, recesijsko, konjunkturna nihanja. Ne, to v bistvu sploh ni pomembno. Evo, nekaj časa nam je ostalo, kot bomo za diskusijo. Predlagam, da se govorci pridružite na tem rdečem kavču, sem da hoče kažiti, ki si ravno si bil prehiter danes. In seveda pozivam mogoče diskusija med zado, če ima kdo kaj za reagirati, in pa seveda publiko, da se nam tej diskusiji pridruži. Prosim, uprimo se prislovitveni slovenski zadržanosti in ne tratimo časa z minuto molka pred začetkom diskusije. Prosim. Vprašanja, komentarji? Evo, jaz začel še lahko, so vse tri enako. Jaz v taj nisem prismeh vodil 74 leta in sem dol živel kar nekaj mesece, različnih koncih. In vidim ta razvoj njihove islama. Takrat ni bil sploh opazen na začetku. To je bilo njihovo življenje. Splošno življenje, čist ne boteče, nikakor nič posebenega. Razen tega ekstrema, da so bili strahovito gostoljubni, dobrodelni, vse to je bilo ekstremno za nas tukaj iz teh krajev. Potem se je pa stvar očitno, kjer je njihova vera, ki jo živijo, islam, vera vsakdanjega življenja. Ko so pričeli prihajati pa v Evropo, pa niso mogli več to živeti kot vsakdanje življenje, ampak to je moje mišljenje, ampak so začeli vero prakticirati. V tem smislu, da so jo mogli izražati, da so jo mogli postavljati, da so se mogli boriti za to, za ono, za mošeje, za ono, tretje, četrte in so seveda prišli v konflikt z družbo, ki je bila tako rekoč že, ne bom rekel ne krščanska, ampak neverna, no, recimo, ni prakticirala religije. In potem v decembru ali septembru
se je pogled na islam tudi tukaj v Evropi zelo spremenil. In zdaj me zanima, a je to mogoče res vzrok ta prakticiranje vere ali pa živeti vero. Mogoče bi mogoče Keršel, v čem je ta, jaz vidim to tako, no? Ja, zelo dobro, da spomnite na to, ne? Ker smo vedno v nekem kontekstu navajeni, ko se reče, mi sami takoj nekaj vidimo, ne? In to vidimo v različnih obdobjih, tudi krajih različno, ne? To, kar ste videli na slikov, je seveda, ja, slika, ki jo poznamo, ki bi se lahko tudi celo brez islamskega priznaka, ne? To so bolj ruralno, lokalno, sosedski odnosi, gostoljubnost, kjer je vsak tujec, ki pride dobrodošel, ker prinese nekaj sveta in nekaj sprememb in tako naprej. No, islam pozna, to je eno, torej. Medtem po v mestu klasična slika, ne glede na islam, vsak zase gleda, vsak po svoje piti, drugega ne vidi in tako naprej. Ne? No, po drugi strani pa sveta tudi velja, ko ste rekli, prakticirano življenje vere. Če beremo islamske tekste, že Koran, tako kot mi lahko beremo, ne, brez poznavanja, če je torej Koran, sunne imamo privilegij tu pri nas, ne, ker to le še razumemo in je prav, da se trudimo, da bomo še naprej lahko razumeli naše najbližnje jezike, kakšna je tudi bosanščina, v katerih izhajajo zdaj originalni teksti za muslimane, ne to, kar se tiska na zahodu, ne, za islamske tekste ali pa za druge, pa kar oni zase tiskajo, ne. Imamo to prednost, lahko to beremo, tam vidimo, ne, kako je gostoljubnost, odnos do, tako naprej, skratka, tudi izrecna vrednota, ki je vključena kot vrednota, ki jo islam vključuje, ne. Zdaj to življenje, prakticiranje, da se vidi take razlike delo, končam, tudi se neka konkretna religija z neki tekste ali pa neke tradicije različno inkulturirajo, ne? Torej sprejmejo ali pa se postavijo nasproti nečemu v različnih kontekstih. Ne? To je del odgovora, je tu. Ne? Drugo pa seveda, da tudi sama to potem pa poteka, vemo znotraj krščanstva in mislim, tudi znotraj islama poteka. Ne? Kdo je pravi kristjan? Ne? Tisti, ki je petkrat šel po kolenih okrog ne vem katere romanske cerkve, in ki se posti vsak petek in tako naprej, ali pa tisti, ki živi v odnosu do bližnjega, odnos in tako naprej, ki je. To imamo tudi v Koranu celo zelo izrecno, ni pa musliman tisti, ki se obrača sem in tja, ampak. Tako da, prav, da ste na to spomnil, mene to fascinira, bom zelo kratek, samo to me fascinira v narekovajcino, da iz prejšnjega neverjetno drugačnega načina izražanja čustev in vsega do zdajšnjega, prej ekstremno dobrega, zdaj pa ekstremno brutalnega. Ker manj skozi stiki s Sirijo in tako naprej in kar mi poročajo in kar vidim tam, in slišim tam, je skoraj da nemogoče si predstavljati ljudje, s kateri sem živel toliko in toliko časa, dobro, se lahko spomnim tudi na drugo svetovno vojno, ko predbrata, pa tako naprej. Ampak kljub temu, ta brutalnost, ki je naenkrat izbruhana, to meni fascinira in spet nekaj vrste ekstremizma. Ta brutalnost je tudi univerzalno antropološka in presega posamezno religijo in religije nasploh. Alexander Hammond je nedavno ob nastopu Donalda Trumpa napisal en tak tekst, kako ko se zrušijo nekateri družbeni vzorci, človek spet postane to, da tudi to je v nas. Ne vem, bi še kdo kaj na to temo dodal? Nekaj si spraševal v zvezi z muslimani tukaj, imigranti. Torej, v prvi generaciji se lahko religiozno celo poveča, tudi ko gre za katoličane, denimo, ker pač religija postane etnični marker, ker lahko to postane nekakšna institucija, skozi katero se človek lažje integrira v Združene države ali Amerike ali v postmoderno družbo, ki je brezobzirna. V postmoderni družbi smo vsi iz nekega vidika nule, in to lahko človek, ki pride iz tradicionalnega okolja, zelo težko prenese. Seveda je pa, koliko hočete raziskava o tem, kako se religioznost menja skozi generacije, v nekaterih okoliščinah lahko skozi generacije upada.
v nekaterih okoliščinah, recimo to je opažanje Žila Kepela v Franciji, pa se predvsem v predmestnih okoljih lahko tretje generacije izkaže za bolj religiozno oziroma radikalno religiozno nasprotno prvi ali drugi generaciji priseljencev. Nasploh pa, recimo, ko gre za Francijo, velja, da je samo 30 do 40% redno prakticirajočih in verujočih, torej tistih, ki pridejo na hudbo, na petkovo molitev in verujejo. Potem je tu ena tretjina kulturnih muslimanov, tistih, ki obhajajo Ramadan oziroma Ramazan, kar četrtina pa je takih, ki so samo nominalni muslimani. Torej na vse te distinkcije moramo opozarjati in da je znotraj tega bloka tisti delček, ki je problematičen, torej ali radikalni salafisti ali celo džihadisti, nekaj zelo majhnega, torej manj kot odstotek. Je pa lahko tudi problem, recimo tudi tako majhen odstotek Žil Kepel stvari pred nevarnostjo frakture, torej pravi, da je namen džihadistov, da bi ustvarili frakturo med celotnim korpusom muslimanov v Franciji in vsemi drugimi. In to je dovolj, torej taka ugotovitev je dovolj huda za radikalne muslimane, da živi pod policijskim varstvom, tako kot še nekaj drugih francoskih sociologov religije pod policijskim varstvom. Preden bo še srečo, še Marko. Ja, ne, sem problema. Nekaj rok sem tudi videl, če sem samo en stavek, Marko se upravičujem, nekaj rok sem videl, eno namenov simpozije je tudi vmes smo dali pauzo, da se malo še manj formalno podružimo in poklepetamo. Če bomo hoteli ta namen izpolniti, poskusimo biti pri vprašanjih in komentarjih dosti precizni in kratki, če se da. Razumem pa, da to zmeraj ne gre v popolnosti. Marko, prosim. No, izziv je zelo močan in to v prostoru, kjer se lahko takoj spomnimo. Drugih ilustracij, Bosna in Jugoslavija in spopad in bratstvo in enotnost in tako naprej. Prav sem včeraj nekega evangeličanskega, ki je emigriral iz Jugoslavije, pravi, takrat smo celo mi se nasproti komunistom, ki so bili naši sovražniki, smo skušali prakticirati ljubezen do sovražnika. Ne? Ko sem se vrnil potem iz emigracijo v Ameriko, pa sem pri svojih kolegih iste vere ugotovil nekako, da Srba pa ne moreš imeti za, ne, če si Hrvat in vice versa. Torej, kaj se je zgodilo? Skratka, vidimo, to nisem islamski problem. Ma pa islam, mislim, ja, tudi v sebi nekaj. To je odnos navznoter. Oni imajo to načelo. Do muslimana tako rekoč ne smeš nasilno vesti itd. Zelo izredno in tako naprej. Ne? Po drugi strani pa se vemo, islam pozna ravno in jih zdaj vidi, ne? Nam jih kaže, celo vsiljivo, pa kaj prikrivajo, ne? Te njihove notranje obračune, ker si poznajo taktike, da proglasijo tistega, ki se sicer ima za muslimana, na nek način za nemuslimana in potem je to sve najhujše. Ker to pa je problem tudi muslimanov v muslimanske religije, njihovih tekstih in interpretacije, ne? Da je sicer ni prisile v veri, v smislu, da vstopiš v islam, ali pa ali to ostajaš pri svoji veri, okay? Ampak iz islama, ne? Izstop iz islama je pa od kazni take do smrtne kazni, ne? Tudi še v sodobnih komentarjih, tudi tiste, ki danes v bosanskih tovrstnih tekstih zapovedajo. To je temeljno nasprotje. Več kot 90% žrtev terorističnih dejanj iz naslova islamistov je muslimanov. Nima sprotečo. Bi sam še na isto temo, torej agresija, brutalno pobijanje, obračunavanje med seboj, Bosna, Hrvaška je bilo omenjen, bi spomnil na študijo, samo spomnil, Vera Katunarič, je v slovenščini v družboslovnih objavil, v reviji 1990-91. On je delal točno to vprašanje, se je zastavil in je delal raziskavo 1989 na to vprašanje. Preverjal je, s čim razloži nenaden izbruh sovražnosti na teritoriju, ki je bil tako multikulturen in tako naprej. Preverjal je tri teze. Prva teza je bila zaradi tistega, kar sem učeno govoril, precedenca socialne z etnično stratifikacijo, se pravi, nekatere etnije, recimo Srbija, kaj podobnega, zauzemajo više položaje, ali pa Hrvati, niže in tako naprej.
druga teza je bila socialna distanca, ne, se ljudje sovražijo, tretja teza je pa bila avtoritarnost. Ugotovil je, da nič od prvih dveh tez, tretja se je potrdila. On pravi, izredno tu je razlog za izbruh sovražnosti. Izmerili so avtoritarnost pri vseh etnijah v takratni Bosni, pri Hrvaški, torej ne od profila katoličan, pravoslavc in musliman. Avtoritarnost. Mimo grede, tiste številke avtoritarnih prebivalcev glede na neautoritarne izmerjene takrat v Bosni so nižje od te, ki smo jaz danes navedel, ki veljajo za Slovenijo. Kristjan? Ja. Aleš, ko si govoril o Debljakovi članku o sveti vojni, sem hotel pripomniti, da je tudi to razstaviti v kontekst razprave Jugoslavije, čeprav Debljakovi članku ni navezal na to. Ne? V knjigi se, v uvodu knjige poveda, da je točno s tem motivirano njegovo ukvarjanje z islamom. V uvodu knjige, eksplicitno. V samem članku pa ne imaš prav. Še en akademski tisek se je nekaj let pred tem v Jugoslaviji ukvarjal z džihadom, politolog Miro Ljubljevtič iz Beograda v knjigi Džihad kao savremeni rat, ki je bila pravzaprav orodje v državni propagandi, ki je v končni fazi vodila k genocidu v Srebrenici. Tako da mislim, da je ta kontekst zelo pomemben za pisanje Debljakovi tako v sveti vojni kot v spopadu civilizaciji. Ampak je tudi dobro se spomniti, da smo imeli v družbenih vedah v Sloveniji takrat svojega anti-Jeftiča, ki je dal diametralno nasprotni pogled na to. Hvala lepa. Nadja, si imela ti roko ali? Ja, če smem. Ja. Jaz sem tudi. Ja, veš? Maca. Nadja, to sem prva, tukaj, Maca. Tudi vprašanje tebi, veš, sicer omenil si zelo dobro paralelo med nestrpnostjo oziroma igro moči med eno religijo in drugo, se pravi konkretno med krščanstvom oziroma katolištvom, če sem bolj precizna, nasproti novoreligijskim gibanj in v navezavi na to tudi enaka podobna paralela nestrpnosti oziroma igre za premoč ali pa, če lahko imenujemo, med katolištvom in recimo islamom. Me zanima zdaj, vemo, da ta nestrpnost strani krščanstva oziroma katolištva napram novoreligijskih gibanj je približno desetletje trajalo, da se je malo umirila. Ne? Kako pa, vem, da je zelo poetično ali pa vprašanje, na katerega je bolj preroško vprašanje. Ampak ti kot religiolog, pa vsi vi, prosim, kje vidite recimo možne vzvode, da se ta antagonizem med tema dvema religija, se pravi nestrpnost katolištva, ki na nek način vznikne vedno znova na plan v zvezi z islamom, sploh recimo zoper spričo te begunske krize, kje vidiš, kdaj pa bi lahko tukaj videla nek epilog, recimo, ne? Je samo vprašanje za zadnjo minuto. Ja, pardon. Zato, ker je tako dobro in globoko in tako. Če potegneš to paralelo, je odgovor depresiven zares. Ne? Če potegnemo zares to paralelo, tako kot sem omenil uvodoma, zakaj so sekte nekali biti tista huda grožnja in zakaj je FBI in CIA in še mnogi drugi, zakaj so preusmerili resurse v islam, tako se je zgodil 11. september 2001. Če bi tukaj iskali paralelo, potem bi bil odgovor točno takšen, ko bomo preusmerili to svojo starodavno strategijo projiciranja v žrtvene kozle vseh razlogov za naše probleme, mogoče bo potem tukaj imeli, da bomo to samo izvozili drugam. A znamo tudi bolj konstruktivno se lotevati s tem? Ne vem, je pa to zagotovo eden glavnih izzivov, pred katerim danes je zahodni svet, po mojem mnenju. A bi še kdo kaj dodal? Malce vidim, imam tukaj še naprej, že dal na začetku bom takoj. Bi še dodal, da če ne, potem tukaj prosim. Profesor Zmaketa, eno vprašanje. Rekli ste, da je potrebno upoštevati strah izseljevanja in da je potrebno upoštevati to njihovo željo po ohranjanju lastne kulture. Pa me zanima, kaj je razlika med tem in rasizmom in lahko povečamo usporednico med
ne vem, strahom nasprotnikov enakopravnosti Afroameričanov v 50-60 letih in njihovo željo po obrambi kulture belske nadvlade. Ne sprašujem se, na kakšen način ne bomo racionalni, da bomo neke pozitivne cilje dosegli. Imam v mislih nekih negativnih ciljev in menim, da je pač treba biti na nek način previden in da je treba kalkulirati v to tudi učinke, ki sledijo iz strahu. Zakaj ne? Upoštevati ta strah kot legitimen? Ne, ampak kot dejstvo, kot nekaj, kar družbeno funkcionira. Kar obstaja in ima družbene posledice. Kar obstaja in ima družbene posledice. Ob hkratnem seveda opozorilo to, kar pravite vi. Da, ne? Maca, prosim. No, ravno tukaj bi nadaljevala. Zdi se mi zelo pomembno, da je Marjan upozoril ravno na to dejstvo, da je treba upoštevati prestrašenost ljudi. Rada bi pa dodala k temu, da prestrašenost je razredno neenaka. In je zelo pomembno potem, da tisti, ki pravzaprav odločajo o ključnih pogojih delovanja neke družbene skupnosti, veliko manj občutijo recimo neke konkretne težave, kakor pa tisti, ki so neposredno prizadeti. Konkretnih primerov ne bom naštevala, ampak gre od kulturnih do čisto materialnih in tako naprej. Torej, to se mi zdi zelo pomembno. No, druga stvar, ki pa sem jo še tole. Prav srkala sem vse, kar ste povedali, ker je toliko tudi različnih vidikov in toliko pravzaprav novih aspektov bilo omenjenih, da mi zahtevalo to uvodno ekspliciranje vsaj 3 ure recimo zelo resnih razprav. Ampak samo na eno stvar bom še opozorila. Zdi se mi zelo pomembno vprašanje nadaljnjega procesa sekularizacije in vprašanje usode, ali se bo sekularizacija, torej in v kakšni obliki nadaljevala v tako imenovani zahodni civilizaciji. V zvezi s prvim scenarijem, Marjan je omenil 3 možne scenarije in tako naprej, v zvezi s prvim scenarijem ali pa z vsemi, sploh s sekularizacijo, bi rada upozorila na eno izjemno in svetovno, pravzaprav eksistencialno zadevo. Namreč sekularizacija je v bistvu omogočila, oziroma je bila plod in je tudi podlaga za odpravljanje spolne diskriminacije, za odpravljanje diskriminacije žensk po celem svetu. In zdaj, glede na to, da se bodo in se, kot kažejo nekateri znaki, določene religijske vrednotne usmeritve krepijo, pa če upoštevamo, da so, torej moramo pa v tem upoštevati pravzaprav mizoginost, žensko sovražnost religij in težnja vseh religijah, da razpolagajo z ženskami kot instrumenti. Instrumenti, ki služijo tako za biosocialno reprodukcijo kot za militaristične posege. To so zelo resne zadeve. Torej, na eni strani imamo mizoginijo, povečevanje žensko sovražnosti, lahko bi rekli v vseh ključnih religijskih usmeritvah v svetu, svetovnih religijah, po drugi strani se pa ta usmeritev sklada z neoliberalistično prakso in potrebo po rušenju socialnih pravic, vključno z različnimi storitvami, ki sploh omogočajo, da se o večji emancipaciji govori. No in ta spoj, torej posvetnega in religijskega, po svoje že ima učinke tudi na delovanju Organizacije združenih narodov in v vseh posameznih državah se to čuti. Najnovejša stvar, ki kaže na to, kako so pa lahko tudi voditelji tako imenovanih posvetnih držav sprejemljajo kompromise, ki pa so v bistvu spet žensko sovražni, je recimo to, da je Saudska Arabija priznana nenadoma kot vzorec za delovanje na področju povečevanja emancipacije žensk. Skratka, na to temo bo verjetno še zelo veliko govora in mislim, ta realna stvar, izjemno diferencirana rodnost, je povezana z manipulacijo ženskega spola kot odbilnega stroja v globalnem smislu in na to temo se premalo krat pravzaprav pozarja. Hvala, Maca. Konzervativni Iran ima le malce višjo rodnost kot Slovenija. 1,8. To je zanimivo in pomembno.
Samo še en stavek strahu, ne samo za strah, seveda, ki ima tukaj pomembno vlogo, ni enakomerno razredno porazdeljen tudi drugače. Mi smo, mnogi se boste spomnili, kakšno leto nazaj pripravili na tej fakulteti celodnevno prireditev za dijake, študente in širšo javnost z naslovom Proti kulturi strahu. Priča smo namreč politikam strahu, politics of fear, skratka namernemu izkoriščanju razmer in tega močnega čustva seveda za zasledovanje nekih pragmatičnih, ideoloških in oskih političnih ciljev, ki so zelo nevarni. In iz tega se razrašča zares nekaj, čemu lahko danes že dolgo zares rečemo kultura strahu. Skratka, strah ni nekaj naravnega, kar pride samo naravnega, je naravno kot čustvo, ki ga imamo ljudje, ampak v tem družbenem smislu pa je seveda kot vse ostalo kulturno in družbeno pogojen. In velik problem je, da so centri moči, ki ga zlorabljajo za doseganje svojih ideoloških ciljev. Čas se nam je iztekel, ampak vendarle, če je kaj zelo nujnega še takšnega, da ne more čakati oziroma. Če ne, vas vse skupaj vabim ven na kavo, čaj in prigrizek, še enkrat študentski svet in center za poučevanje kulture.